V Slovenski demokratski stranki nasprotujemo sprejemu spremembe zakona o katastrskem dohodku, ker se našemu kmetijstvu slabo piše. Namreč v Sloveniji smo v zadnjih 100 letih izgubili približno polovica kmetijskih zemljišč, iz preko milijona se je površina zmanjšala na manj kot 500 tisoč hektarjev, v zadnjih 50 letih pa se je tudi samooskrba s hrano prepolovila. Največji problem so nizke odkupne cene, kar je pripomoglo tudi ruski embargo in pa ukinitev mlečnih kvot. Cene so tako nizke, da ne pokrivajo niti lastnih stroškov, ki jih imajo kmetje brez zaračunavanja stroškov dela. Samo mlekarstvo oziroma živinoreja je največji del našega kmetijstva. Prireja mleka predstavlja več kot 15% vsega prihodka v panoge. Cene so izredno nizke in bojo še padale, predvsem pa je problem v tem, da naši kmetje obdelujejo zemljo na 80% zemljišč z omejenimi kmetijskimi dejavniki. To se pravi, da je obdelava zemlje nekonkurenčna z kmeti iz drugih držav, ki imajo bistveno boljše pogoje. Vlada meni, da je dohodek na kmetijstvu čedalje večji, ne pa manjši. Pri nas mi menimo, da je to obratno in da če ni dobička z določene dejavnosti, tudi ne bi smela biti dodatna obdavčitev. S tem, ko vlada s tem zakonom povečuje katastrski dohodek za 2-krat in več, bo pahnila kmete še v večjo nekonkurenčnost pridelave. Katastrski dohodek pa ima tudi velik vpliv na socialne prejemke, na več kot 10 zakonov, ki prizadene največ mlade družine oziroma tudi mlade prevzemnike kmetij. S tem, ko se kade pripiše ostalim dohodkom pri manjših kmetih, ki hodijo še v službo in imajo še druge dohodke, potem so prizadeti pri socialnih prejemkih, kot je plačilo vrtca, kot so otroški dodatki, štipendije in podobno. Zato se marsikdo ne bo odločil za kmetovanje po eni strani, po drugi strani pa, če ni dobička, tudi ne bojo kmetovali na vseh kmetijskih zemljiščih, ampak samo na tistih, da si bodo za sebe pridelali hrano in za svoje sorodnike. To pa pomeni, da za približno 200 tisoč Slovencev, to je pa 10%, ne več. Ostali pa bomo primorani pač jesti hrano iz uvoza, manj kvalitetno, ker je pri nas hrana zelo kvalitetna, pa žal vlada ne vidi te priložnosti, da bi povečali kmetijsko pridelavo, da bi stimulirali kmete, ampak jih hoče še dodatno obdavčiti in s tem uničiti dolgoročno naše kmetijstvo.